Danes bomo jedli ratatouille, pili šampanjec in se spomnili revolucije, ki je spremenila svet. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Francoska republika ali Francija je obmorska država v zahodni Evropi, ki na zahodu in severu meji na Atlantski ocean, na severovzhodu na Belgijo in Luksemburg, na vzhodu na Nemčijo, Švico, Italijo in Monako ter na jugu na Sredozemsko morje, Španijo in Andoro. Francija je ustanovna članica Evropske unije in ima danes preko 64 milijonov prebivalcev. Trenutno še, do konca tega meseca, Francija predseduje svetu Evropske unije. Država ima dolgo zgodovino, skozi katero se je zavrtelo veliko pomembnih imen. Čeprav mnogi datirajo začetek francoske monarhije v 5. stoletje, se je samostojen obstoj države začel z delitvijo Frankovskega cesarstva Karla Velikega na zahodni in vzhodni del. Iz vzhodnega dela je nastala Nemčija, iz zahodnega pa Francija. Od pouka zgodovine se zagotovo vsi spomnite, da je bila francoska revolucija, ki se je začela leta 1789, tista, ki je pretresla ves fevdalni svet. Saj je z gesli svoboda, enakost, bratstvo sprožila verižno reakcijo. Zagotovo tudi vsi vemo, kdo je bil Napoleon, čigar cesarstvo je tudi v Sloveniji pustilo mnoge sledi. Ta borbenost za pravico je v Franciji še vedno zelo živa. Med drugim imajo tudi odlično organiziran sindikat kmetov. Pravzaprav imajo v Franciji 4 sindikate. En je tak kot slovenski, v drugem so mladi, v tretjem okoljsko osveščeni, v četrtem industrijsko osveščeni. Samo ti sindikati kandidirajo za kmetijsko zbornico in tisti, ki dobi večino, postavlja tudi kmetijskega ministra. Znani so po odmevnih kmečkih protestih. Ti se običajno odvijajo kar sredi Pariza na Elizejskih poljanah, kjer so med drugim kmetje tudi zažgali seno, na ulice odvrgli gnilo zelenjavo, pogosto odlagajo gnoj pred vladnimi poslopji, zapirajo ceste in podobno. In s tem opozarjajo na slab položaj kmetov, na uvoz poceni hrane, ki dobi prednost pred lokalno pridelano, in prenizke odkupne cene, pretirano regulacijo pridelave in podobno. Francija je razdeljena na 18 upravnih regij. Od tega jih je 13 v metropolitanski Franciji, torej na evropski celini, ostalih 5 pa je čezmorskih. Različne regije Francije kažejo neverjetno raznolikost. Kulturo in dediščino, tradicijo, raznolikost pokrajine in poseljenosti. In vse to seveda vpliva tudi na kulinariko, ki je izredno pestra. Pa poglejmo nekaj tipičnih francoskih jedi. Začnimo z nečim sladkim. Makroni so slastni, sladki piškoti, polnjeni z masleno kremo. Na voljo so v številnih barvah, prav vsi pa se kar topijo v ustih. Druga značilna poslastica za vse sladkosnede je tarte tatin. Na glavo obrnjena jabolčna pita iz jabolk, ki so pred peko karamelizirana v maslu in sladkorju. Iz Francije so se po vsem svetu razširile tudi bagete, dolge in tanke štruce kruha in rogljički iz listnatega testa. Francozi so znani tudi po svoji veliki ljubezni do sira. Obstaja veliko okusnih sirov iz kravjega mleka, pa tudi sirov iz kozjega mleka, na primer camembert, brie in modri sir so nekateri najbolj znani siri, ki jih jedo ljudje po vsem svetu. Znana jed je tudi ratatouille,
Gosta enolončnica, ki vključuje paradižnik, papriko, čebulo, česen, bučke in jajčevce. Jedo ga predvsem kot zelenjavno enolončnico. Obstajajo pa seveda tudi različice, ki vključujejo meso. Sicer pa vam bodo postregli tudi odlične ribje in druge mesne jedi. In morda, če boste imeli srečo, boste v prijetni družbi tudi nazdravili s šampanjcem. Pa naj ga ne bo preveč. Lepo se imejte in pazite nase.